MyConnect je kapsula, v kateri obiskovalec dobi izkušnjo simbioze. Imenujemo ga tudi medvrstni simbiotični konektor oziroma povezovalec. Krogotok, ki se ustvarja znotraj MyConnecta, tvorijo srčni utrip, prenos preko gobe in vrnitev signalov na telo, ki so zvočni, gibljivi in svetlobni. Ko se človek uleže v kapsulo MyConnecta, se nam pripne puls senzor, kateri spušča potem svoj signal preko gobe in goba ta signal zamakne zaradi prenosa signala preko micelija, ki je mrežasta oblika in v tej mrežasti obliki elektrika išče pot vsakič znova, zato pride do zamika signala. Signal se nato vrne nazaj na telo in telo to doživi kot premaknjeno izkušnjo zaznave svojega lastnega telesa. Zaradi te premaknjene izkušnje se spremeni že sam srčni utrip telesa, ki potem spet preko puls senzorja vrne signal nazaj gobi. Tako se vpneta v simbiotični krog, v katerem vplivata en na drugega in goba zamika izkušnjo realnosti samemu telesu. Elektrika potuje preko micelija gobe znotraj baterijevk. Narava elektrike je, da vedno išče najkrajšo možno pot. In ta najkrajša možna pot je v micelijih jih je veliko, istočasno jih pa veliko skuri sproti. To je pač naša teza, zakaj se to dogaja. Ni dejansko nekih znanstvenih dognanj na tem področju še ni, se še iščejo in čakamo na tako raziskavo, da čas pa pač lahko izrabljamo to, da v bistvu gobo uporabljamo kot variabilni upor. Tako recimo, če kot v vezju se to uporablja kot nek potenciometer, ne. Micelij kot biološki material za to instalacijo smo se izbrali, zato ker to je en največjih organizmov na svetu. Praktično vsako gozd, travnik ima kilometre in kilometre micelija pod seboj. Prav tako pa sam navdih za MyConnect je bil koncept mikorize. To je del micelija, ki se povezuje z rastlinami. Ta povezava je v osnovi simbiotična. Izmenjujejo se micelij in rastlina si v tej povezavi izmenjujeta različne snovi. Micelij posreduje rastlini minerale, medtem ko rastlina njemu druge snovi, ki ga hranijo. Formo kapsule smo si izbrali zato, ker omogoča to zaprto izkušnjo, oziroma ne tako zaprto, ampak bolj izolirano izkušnjo od okolice, da na telo obiskovalca ne vplivajo zunanji dejavniki. Na nek način je tudi tak občutek kokona, mehkobnosti notri, da se lahko dejansko obiskovalec skoncentrira samo na to izkušnjo, ker pač je tako najlažje, da doživi to simbiotično povezavo z okoljem, ki jo dejansko v vsakem dnevnem življenju že ima povsod, samo izolacija to veliko bolj omogoča, ne.
Haptična izkušnja je v večini posredovana preko motorjev, ki so vgrajeni v ležišče in prav tako na mikosinapse, kot smo jih poimenovali, ki se pritrdijo na različne dele telesa, gležnje, kolena, komolce, hrbtni del pa se potem dotika ležišča, v katerem so prav tako vgrajeni motorji. V kapsulo smo vgradili 6 kaset gob, preko katerih potujejo signali. Znotraj ležišča je 12 različnih motorjev, ki potem nekako vplivajo na telo, in pa slušalke, preko katere se posreduje zvok. Prav tako se izven kapsule imamo drugo zvočno pokrajino in namen izkušnje je tudi to, da zvok niha znotraj kapsule in medtem, ko zaniha v nihaj, ko se ga manj sliši, se potem bolj sliši zunanji zvok, tako da se mu zvok zunanjosti in notranjosti vse skozi prepletata. Želeli smo dejansko se osredotočiti samo na telo, ne toliko na miselne procese ali kakšne konceptualne stvari, ampak izključno na izkušnjo, ker je ta izkušnja vedno predracionalna in predinterpretativna.